Dober večer in lepo pozdravljeni v dvorani Slovenskega društva slovenskih pisateljev in slovenskega PEN-a. To je drugi razgovor v seriji pogovorov o človečnosti in v tem današnjem sklopu bomo govorili o ženskah in varnosti predvsem. Tako da moje ime je Tanja Tuma, jaz v tem obdobju vodim Slovenski center PEN in bom tudi nekaj povedala o naših aktivnostih in seveda vam bom postregla tudi z malo književnosti danes. Z mano pozdravljam dr. Anico Mikuš-Kos, pozdravljam tudi gospo Katjo Banovec-Juroš in gospo magistro Blanko Jamnišek, veleposlanico, in posebej bom napovedala vsako predavanje. Seveda je pa tu ob moji desni gospod magister Bečir Kečanovič, pravnik in publicist, ki je duša teh razgovorov, ki je prišel s to idejo na PEN. Nam je bila strašno všeč, in moram reči, da prvi razgovor smo imeli 2 dni preden se je zgodila agresija oziroma je pač Rusija napadla Ukrajino, tako da, ko smo bili vsi v svojih prispevkih malce črnogledi in sva se midva čez nekaj dni slišala, smo rekli, to smo slutili, to smo nekako imeli v kosteh, da se bo nekaj groznega zgodilo. Najprej bi dala besedo gospej dr. Anici Mikuš-Kos, ki je ambasadorka človečnosti in tudi predsednica Slovenske filantropije. Pozdravljeni. A veste, jaz sem se zmenila, sva se, da ne bom kaj dosti uvodoma govorila, ker bom nadomestila eno gospo, ki ni mogla priti in bom namesto nje govorila, tako da zaenkrat samo dober večer in hvala, da ste prišli. No, potem je pa nekako naslednji moj prispevek bil na vrsti. Književnice in varnost književnic. Bom prebrala nekaj iz prispevka, ki ga lahko tudi najdete na Inštitutu za razvoj vključujoče družbe. Torej, tudi ta posnetek bo tam dosegljiv, lahko potem mogoče vsem tistim, ki se jim v tem lepem dnevu ni ljubilo priti sem, pošljete povezavo, pa bodo poslušali. Lahko pa povem, kaj mednarodni PEN kako ščiti in književnice in književnike. Trenutno je seveda največji problem, v bistvu pred Ukrajino še so književnice, pisateljice, novinarke iz Afganistana. To je tako velika dežela, da jih zelo veliko ni imelo potnega lista in brez potnega lista ne morejo zapustiti države. Po državi pa seveda jih talibani iščejo, tako da večina jih niti 2 dni ne spi v isti hiši ali v istem prostoru in so nenehno v nevarnosti, da jih prepoznajo, skratka ne grejo nikamor ven, dejansko je zelo, zelo hudo. Tako da afganistanske, potem seveda je velik problem v Siriji, kjer še vedno vlada režim Bašira Asada. In mi imamo v Sloveniji, Ljubljana je eno izmed 75 mest na svetu, ki nudi zatočišče preganjanim pisateljem in pisateljicam. To je v sklopu programa ICORN se piše, lahko tudi najdete na spletu. In v sklopu tega programa je pri nas bivalo že 6 književnikov in književnic. Tokrat je k nam prišla avgusta, popolnoma stravmirana, prestrašena in resnično na koncu moči, dramatičarka in pesnica Suzan Ali. Tako da zdaj se je nekako tukaj ujela v življenju, kaj mesto nudi. Mesto ji nudi stanovanje za 2 leti in neko skromno štipendijo, s katero živi. Največ, kar jim pa pomeni tem književnikom in književnicam, pa jih, da jih mi medse sprejmemo in smo z njimi. Torej, PEN po svetu nekako vsako leto objavi tako imenovano case listo. To je med 700 in 900 književnikov in književnic, novinarjev, ki so
za katere velja, da so v nevarnosti. Lahko so ali celo, da so jih umorili, recimo v Mehiki je letos, ne vem že koliko novinarjev in novinark bilo umorjenih, tam novinarke, ki raziskujejo zelo pogumno strahotne razmere, ne, ker pač jih karteli enostavno ubijajo, tako da je zelo hudo. S tem se tudi PEN ukvarja, ne? Ker PEN ima več mednarodnih odborov, morda večkrat v Sloveniji slišimo za odbor Pisatelji za mir, ker je pač ima svoje domovanje v Sloveniji in ga je leta 1984 tudi Slovenec, pisatelj Miloš Mikeln ustanovil. Tako da od takrat naprej je nekako vsako, že prej so bila srečanja na Bledu, potem se je pa to nadaljevalo in letos pripravljamo 54. mednarodno srečanje pisateljev in pisateljic. Moram reči, da na teh srečanjih se dostikrat tudi konfliktne strani med seboj pogovarjajo, postala so pa tako izjemno zanimiva za vse, predvsem zaradi tega, ker so se takrat v 80. letih ali pa še pred 80. leti, prvi kongres na Bledu smo pripravili slovenski PEN 1965, takrat je bila Jugoslavija neuvrščena in da Bled so lahko prišli tako sovjetski pisatelji, poljski, iz Varšavskega pakta recimo, kot zahodni pisatelji in to je bilo tisto stičišče, dostikrat pravijo oaza miru. In jaz vam moram povedati, da enkrat je treba izdati pesniško zbirko vseh pesmi, ki so jih razni pisatelji, pesniki, pesnice napisali o Bledu. Ker, veste, če ti nenehno bežiš, se skrivaš pred režimom, se skrivaš pred policijo, potem prideš sem na Bled, nenadoma zadihaš svobodno, nihče ti nič noče in napišeš pesem. In zate je Bled je za marsikoga v mreži 150 centrov PEN v bistvu neke, kako bi temu rekli, ne samo oaza miru, no, tudi pojem miru. No in če se mogoče samo malo dotaknem tega prispevka, ki ga imate tudi nenazadnje objavljenega na spletni strani. Mi smo pred takoj 4. marca vsa 3 društva, ki domujemo v tej hiši, to je Slovenski center PEN, Društvo pisateljev in Društvo književnih prevajalcev, smo pripravili neko branje za Ukrajino, za mir, v podporo Ukrajini. In na tem branju je Barbara Korun prebrala pesem, ki jo je zjutraj napisala, ona je tudi nagrajenka naše nagrade mira in seveda se je ob tej pesmi meni utrnilo predvsem, kaj je varnost in kaj je ženska, prvi občutek, ki ga vsi imamo, varnost pri mami, pri materi, ne. Če se spomnimo mogoče Cankarjevih besed, ne, kako je napisal: v mojem srcu je materina podoba, lepota in blagost, kakor je nikoli in nikjer nisem videl in ki jo bodo živo ugledale šele moje umirajoče oči. Torej, varnost pri mami, danes se vemo, da večinoma ukrajinskih mater beži, verjetno tudi ruskim materam, ki imajo svoje mlade sinove na fronti, ne vejo, kje so, ni nič lažje glede tega. Je pa seveda prišlo do te popolne cenzure postopoma, ne, mogoče ne, da bi porajtali ali kaj s tem, kako se je to razvijalo. Mi imamo predvsem, mi imamo stike s ruskim, torej v Rusiji obstaja en center PEN, ki je režimski, s tem nimamo stikov. Potem obstajajo pa 3 centri, ki so bili nenehno skozi aktivistični in ki so se že prej zavzemali za novinarje, recimo so povezani tudi s to Novaja gazeta, Novo gazeto, kjer je Nobelov nagrajen z Dimitrijem Muratov, glavni urednik, zdaj se to malo več na televiziji vidi. In tudi mi smo skozi to povezani z vsem tem krogom, ne. Torej obstaja veliko ljudi, ki so proti vojni in proti temu režimu in njim moramo tudi mi pomagati, od tukaj, tudi PEN jim mora zelo pomagati. V tem članku potem pišem tudi o temu, da je v bistvu začetek vsega zla sovražni govor. Tudi pri nas se je močno razpasel, predvsem v komentarjih raznih člankov, na družabnih omrežjih je tega nenehno veliko. In leta 2016 je zelo zanimivo raziskavo pripravil časopis The Guardian. Opazili so, da je nekako v tisti kloaki komentarjev zelo veliko
grdih besed, sovražnega govora, hujskanja in tako naprej. Tako da so se odločili in preučili 7 milijonov vseh teh komentarjev. In ko so to analizirali, je bila najmanj ogroženo 10 najmanj ogroženih oseb, je bilo 10 belih moških. 10 najbolj ogroženih besed je bilo 8 žensk in 2 moška. En moški je bil temnopolt, en moški je bil gej. Od teh 8 žensk, mislim, da jih je bilo 4 so bile belke novinarke, ena je bila judinja in ena je bila muslimanka. In če boste kliknili na ta moj prispevek, boste lahko greste prav na to spletno stran od Guardiana in lahko, oni so potem naredili nek interaktiven interfejs, da vam pokažejo komentar in vas vprašajo, ker oni so se potem tega resno lotili in imajo ekipo urednikov, ki sproti to briše in ureja. Torej, vi lahko potem vidite komentar in rečete, a bi jaz kot urednik to zbrisal ali ne. Tako da je res ena taka, se mi zdi, zelo dobra poteza. No, ko smo prej govorila o Rusiji, kolegica, ki je direktorica Moskovskega PEN-a, pravi, da praktično ne pozna ruske novinarke, ki je ne bi nadlegovali po spletu. Ne samo v smislu komentarja pod njenim člankom, ampak tudi nadlegovali z grožnjami, z vsem mogočim. In če recimo se spomnimo za trenutek Ane Politkovske, tudi novinarke, ki je pisala za Novajo gazeto, o Čečeniji in o kršitvi človekovih pravic v Čečeniji. Ona je leta doživljala pisne, razne grožnje, preden so jo nekega dni ubili. To pomeni, beseda je počelo zla. Beseda je začetek. Ampak mogoče skušamo vseeno se vrniti k tej materi in če imate še malo volje, prisluhniti tej čudoviti pesmi Barbare Korun. Torej, takole je uvod Barbarin. Za Ukrajino in vse nas sem budno sanjala 4.3.2022 in sanje delila istega dne na branju Slovenskega centra PEN v Ljubljani. Začelo se je z nekaj sekundnim prizorom na slovenskih TV poročilih o Ukrajini. Ljudje gredo na ulice, se primejo za roke in pojejo. Tako pričakajo tanke in oklepnike. Ženske, otroci, starci in starke. Brez orožja, brez srda, brez strahu. Pogumno in zaupanjem, da lahko zmaga mir, da je mir v srčiki vsega, kar živi. Manj strašna noč je v črne zemlje krili, kot so pod svetlim soncem sužnji dnovi. Star je 20 let, iz vasice daleč na severu Sibirije, komaj ve, kje je, vidi le njo, žensko v prvi vrsti, tako je podobna njegovi mami in le malo naprej, ni tam moj brat in Tatjana iz sosednje ulice, moj stric, moja teta, ne more verjeti očem, pomane si jih, slike izginejo, niso moji, pa vendar. So ljudje, nočem jih ubiti, a moram naprej. In skuša pritisniti na gumb, ne more. Trenutek je daljši od večnosti, ne more. Ko zasliši glas poveljnika tanka, ki ukaže zaustavitev stroja, prvi od njih pomoli glavo ven. Pogovarja se z ljudmi, jih prepričuje, naj gredo domov, naj jih spustijo dalje, a ljudje ne odnehajo. Obkrožijo tanke, obkrožijo oklepnike s svojimi ranljivimi telesi, izvabijo vojake ven, v domači in ruski govorici. Nenadoma so tudi vojaki enako ranljivi, luščijo se izpod železja, tanki in bledi, neprespani, premraženi in lačni. Eden za drugim držijo se za roke, ko jih zagrne množica, enega za drugim odnesejo jih noter, v hiše, na toplo, kjer se kadi iz loncev. To ni moja vojna, pomisli fant iz Sibirije, to so moji ljudje. To ni moja vojna,
Piše na transparentih v Moskvi, Sankt Peterburgu, v vsaki vasi, v vsakem ruskem mestu, od Črnega do Belega morja, od Urala do Sibirije. To ni naša vojna, skandirajo v vseh evropskih prestolnicah. Nihče več ne uboga ukazal, nihče noče podpirati mašinerijo vojne, mašinerijo norosti nekoga obnorelega s prividom srednjeveškega cesarstva, z maščevalnim ognjem lastne nemoči in manjvrednosti. To ni naša vojna, rečejo ruski vojaki in ne ubogajo več. To ni naša vojna, rečejo Rusi in zahtevajo tiranov odstop. Nič ni več tako, kot je bilo. Taki spori se ne rešujejo več z orožjem. Dajmo vojno železje na smetišče zgodovine, razorožimo se najprej sami sebe in stopimo na ulice. Goloroki, primimo se za roke in zapojmo, ničesar se ne bojimo. Svobodo, pravico, dobroto imamo raje od maščevanja. Tje bomo našli pot, kjer prosti si volimo vero in postave. To je Barbara Korun napisala. Moram reči, da nas je vse zelo ganila. Upam, da vas tudi. In zdaj bi prosila gospo Katjo Banovec-Juroš z Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, da nam predstavi referat Položaj in vloga žensk v kriznih razmerah. Ja, lepo pozdravljeni. Torej prihajamo z Uprave za zaščito in reševanje, katere vloga je, da vedno ob nekih krizah, izrednih razmerah pomagamo, suportiramo različne sisteme v državi, da nekako funkcionirajo. V glavnem je naša vloga v zadnjem mesecu je fokus naše uprave in naših delavcev tudi na terenu. Prvo zagotavljanje nastanitev beguncev iz Ukrajine, ki prihajajo, in drugo koordinacija in zbiranje pomoči za Ukrajino, za Poljsko in pač za države, ki so begunce sprejele. To je pri nas nekako zdaj že utečeno. V našem skladišču se zbirajo vsa materialna pomoč, ki jo zbirajo občine, se prepakira na kamione in gre naprej na vzhod proti Ukrajini. Mene je to zanimalo, v bistvu začela sem pač tako, ker nekako zakaj ni tukaj v bistvu Rdečega križa, ne kot očitek, sploh ne, absolutno ne, hvala Bogu, da lahko pomagamo, ampak imamo k sreči na področju civilne zaščite en močen, tako se reče, mehanizem Evropske civilne zaščite, ki v takih primerih zagotavlja prevoz, organiziran in pač tudi 100% financiran. S tem lahko razbremenimo Rdeči križ, da se ukvarja z nalogami, za katere so tudi pristojni, in kot veste, vsi smo podhranjeni kadrovsko, vse dobrodelne organizacije, tako da v bistvu, ja, to je zdaj nekako naša vloga trenutno. Je pa seveda, sicer govorimo o ženskah, ampak v bistvu je bilo tako, bom povedala besede moje prijateljice, ki dela na lokalni skupnosti na civilni zaščiti, 2 leti so me COVID čisto izčrpal, ne. Zdaj spadamo v drugo, itak seveda dajemo vedno vsi vse od sebe, ne. Ampak so to stvari, ki tudi pustijo posledice tudi na psihi in tudi na zdravju, ne. Ampak vedno v naših sistemih je pač ta humanitarnost tak, ki nas vodi, in jaz mislim, da je tudi druge ljudi, vse nas tudi, ki nismo v teh sistemih v službi, nas to nekako v osnovi vodi, ne. Tako da v bistvu referatov se pravi takega pripravljenega nimam, morda le besede neke v vlogi žensk v krizah, kot je bilo že rečeno. Leta 2015, mogoče malo ne toliko politike, ampak recimo nekega globalnega pogleda, so Združeni narodi sprejeli Sendajski okvir za zmanjšanje tveganja nesreč za obdobje 2015 do 2030. In takrat so naredili tudi analizo prejšnjega 10-letnega obdobja predtem in so ugotovili, nekako so bile številke precej žalostne in jih bom samo prebrala.
v 10-letnem obdobju 2005 do 2015 je na svetu zaradi nesreč izgubilo življenje prek 700,000 ljudi, medtem ko jih je bilo več kot 1,4 milijone poškodovanih, približno 23 milijonov ljudi pa je ostalo brez domov. V nesorazmernem obsegu so bili prizadeti ženske, otroci in ljudje v ranljivih situacijah. To v bistvu, in ko smo se prej tukaj pogovarjali z gospemi o pač, ja, ženske, kot jih jaz doživljam v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, po eni strani vidimo, kako so ranljive, po drugi strani so pa izredno močne, ne? Ker ko seveda njihova vloga se spreminja tudi glede na ekonomsko razvitost držav, na kulturo, na vero in pač sestavljeno iz drugih mnogih družbenih in ekonomskih faktorjev, ampak v osnovi so vedno ženske tiste, ko je kriza, poskrbijo najprej za svoje otroke, večkrat tudi za ostarele starše. Vidimo zdaj begunke, ki bežijo iz Ukrajine, bežijo za otroci, pa za nekatere pa tudi za starši, ne, pač z ostarelimi osebami. In tukaj mislim, da pač vloga, to je bolj moje mnenje, je vloga žensk je pač taka tudi tradicionalno, nikoli ne bomo mogli biti enake, lahko smo enakovredne, ne moramo biti pa enake. Vsak ima v družbi neke svoje vloge in tukaj, ko jaz gledam zdaj v bistvu, kako se v okviru recimo temu civilne zaščite ženske angažirajo, vedno bolj angažirajo tudi, nekako znana mi je situacija, glede na to, da delamo v tem sistemu že več kot 20 let, iz bivše Jugoslavije, kako se ženske recimo temu opolnomočujejo, kako so vedno bolj samozavestne, tudi na našem področju, kako sodelujejo v preventivi pred nesrečami, tudi v samem odzivu, kako dejansko postajajo nekako, ja, enakovredne, v dobrem smislu, enakovredne pač svojim moškim kolegom. Ne? In to nekako se mi zdi, da je tudi ena, se pravi, ko to delamo, tudi nekako družbo, gradimo družbo, ki je bolj odporna na sreče, ki je bolj odporna na vse, ampak so pa zadeve, ki pa nekako, saj jaz mislim, da nekako, jaz osebno se čutim pri vojni v Ukrajini nemočna, ne, in verjetno nisem edina, ne, in pol takrat se pa vprašaš, a je to sploh, ne vem, a je to sploh svet, ki ga želimo, ne, ampak in verjetno takrat pa začnemo potem spet vsi kot osebe in kot člani nekih, se pravi, sodelujoči zaposleni v nekih sistemih, pač po svoje pomagati prizadetim. Več bi pa jaz potem, če bomo še kaj razpravljali, tako da, v bistvu, hvala. Hvala lepa. Ja, res čutimo se ne samo nemočni, zgroženi, se človek sploh ne ve, kaj bi občutil. Jaz imam zelo veliko prijateljev, tudi veliko imamo kontaktov z ukrajinskimi pisateljicami in pisatelji. Zdaj večkrat ste videli na televiziji predsednika ukrajinskega PEN-a Andreja Kurkova, ki bo verjetno tudi prišel na Bled. Moram reči, da so tudi zelo pogumni, da jih zelo veliko ostaja v Kijevu, v Ukrajini, skrbijo, dobro, ne samo za svoje otroke, skrbijo tudi za druge. In pomagajo tudi s tem, da govorijo javno, zakaj gre, da saj vemo, kaj se dogaja. Gospa Vladimira Violeta Mesarič, ki je bila na vabilu, evangeličanska duhovnica in namestnica vojaškega vikarja v Slovenski vojski, in bi morala danes predavati o izkušnjah vojaškega osebja pri podpori ženskam in deklicam na kriznih žariščih in vojnih območjih, je žal danes zbolela. Ampak zato smo priprosili dr. Anico Mikuš-Kos, da bo imela malo daljši referat, tudi naša častna pokroviteljica teh pogovorov. Prosim, izvolite. Mogoče najprej naj se predstavim, stara sem 87 let, to zato pravim, ker pomeni, da sem doživela drugo svetovno vojno. Doživela sem v partizanih, ker smo šli, moja mati je Judinja, bila, in po definiciji sem tudi jaz. No, in da bi nas oče, ki je bil Slovenec, katolik, mati je bila Hrvatica, rojena sem bila pa v Čupriji, tako da sem bila čisto prava Jugoslovanka.
Smo odšli 43. leta skupaj, oče, mama in jaz, ko sem bila stara 8 let, smo se pridružili partizanom v Slavoniji. Moj oče je bil profesor francoščine in pravzaprav tam sem doživela vojno in vedno povem, da v spominu so mi ostale dobre stvari. Mislim, tisto, kar je bilo dobrega. To vedno znova poudarjam, zato je tako pomembno, da tudi tem beguncem nudimo neko uslugo, neko izkušnjo dobrega, ki deluje kot protiutež vsemu zlu, ki ga predstavlja vojna. A veste, to je nekaj, kar šteje, ne psihologi, psihiatri, terapevti. To je zanemarljivo ob množičnih nesrečah. Pomembna je neka izkušnja novega, dobrega, ki omili tisto izkušnjo zla in vpliva na pogled na svet. Pogled na svet, tako kot ga je Kant definiral, dobesedno, kako ti vidiš svet, smisel sveta, kako vidiš tudi svojo vlogo v svetu. In ta pogled na svet določa, koliko energije imaš, da se boš za sebe, da boš nekaj naredil za sebe, da se boš boril, si prizadeval, poskušal obvladovati vse hudo, kar te doleti in da boš poskušal pomagati drugim in skupnosti. In seveda ljudem, ki so doživeli vojno, zdaj sem malo zašla, se bom vrnila na svoj življenjepis, ampak ljudem, ki so doživeli vojno, se zgodi ne samo travma, mi govorimo samo o nekih travmah in smo čisto medikalizirali to, kar se dogaja ljudem. Travma je del te zgodbe. So pa še drugi deli, ki niso čisto nič manj pomembni. Predvsem trpljenje kot tako, ne glede na to, povzroča duševne motnje ali ne. In seveda pogled na svet, izkušnja. Ko se ti zgodi vojna, se ti na nek način zgodijo ogromne izgube, ne vem, izgube ljubljenih oseb, doma, domovine in tako naprej, ampak pa so pa še te metafizične izgube, ki vplivajo na videnje sveta in samega sebe v njem. Podre se ti zaupanje, rekli smo, mati zaščiti otroka, v vojni ga ne more zaščititi več. Podre se otrokovo zaupanje v vsemogočnost staršev. Majhen otrok misli, da so starši vsemogočni, ampak ti starši ga ne morejo zaščititi pred bombami, pred rušenjem stavbe, pred tem, da mora zapustiti svoj dom. Poruši se vera v dobro, v človeštvo, v varnost, v dobrososedske odnose. In seveda, čim bližje ti je sovražnik, tem bolj, tem huje je to razočaranje in izguba vere. Spomnim se Bosancev. Veliko otrok je reklo, najhuje, govorimo o bosanskih beguncih izpred 30 let, najhuje me je prizadelo to, da je prišel moj učitelj, ki je bil dober človek, sem ga imel rad, in je prišel v mojo hišo s puško in nas izgnal iz vasi, da smo morali v Slovenijo priti. Torej, skratka, naenkrat se vse poruši. A veste, to je tisto, kar se zgodi, in zato je ta izkušnja, da pa vendarle dobro še je nekje, da so še dobri ljudje, jasno obstaja zlo, ampak je tudi dobro, ki obstane, je tako pomembno. In to mislim, da je to največja stvar, največji kapital, ki ga lahko ponudimo beguncem, seveda poleg pokrivanja tistih osnovnih potreb, kot so hrana, stanovanje. No, ampak da se vrne na svojo zgodbo. Pač jaz sem živela z vojsko, živela sem nekaj mesecev v eni taki partizanski bolnici, kot je bila Franja, ker je bila moja mati bolničarka, oziroma, ne vem, kot kaj je delala. In sem videla veliko hudega, sem videla veliko ljudi umreti, sem videla ustaše, ki so prihajali, ampak veste, kaj mi je ostalo najbolj v spominu v tej zgodbi? Pravzaprav dve reči. Eno je bil kmet iz vasi, kjer so me starši pustili v času neke ofenzive, ker sem bila bolna in nisem mogla za vojsko se pomikati proti gozdovom. In ta kmet, ki je bil kulak, ki ni imel posebno rad partizanov, ker so mu vzeli živino, veste, pač moj oče je tam deloval, ker je bil profesor, je deloval kot pisar in on je moral pisati take papirje, ki so glasili takole:
partizanska vojska je vzela seljaku kravu i obećava da će ju vratiti. Seveda tiste krave niso nikoli vrnili. No, in jasno, čim bolj si bil bogat, tem več so ti vzeli in pač kulaki niso bili navdušeni nad partizanskim gibanjem. No in ta kmet, ki je bil najbogatejši, je mene obdržal pri sebi v času, ko so prišli Ustaši pa Nemci. In je rekel, da sem član njihove družine, ne vem, kot kaj me je opredelil. Prvi sosed bi lahko povedal, da to ni res, ampak je prevzel to tveganje nase. In to je tisto, kar mi je ostalo v spominu. To se pravi tisto dobro, kar se je zgodilo. Ostal mi je v spominu nek poveljnik, vojak, partizan, ko nisem imela čevljev, ker sem imela noge v vreče zavezane po zimi, in je rekel, jaz ti bom prinesel čevlje. In so šli v napad na kraj Našica, to je v Slavoniji, in so ga tam ubili, se ni vrnil in mi ni prinesel čevljev. Ostal mi je v spominu nek nemški oficir, mislim, to je tudi zanimiva zgodba. Pač ta nemški štab je bil pri tem mojem kmetu, ker je bila to najlepša in najbogatejša hiša. In jaz ne vem, kako je ta nemški oficir ugotovil, da jaz govorim francosko. Francoščina je bila moj drugi jezik, ker je oče samo francosko govoril z mano. In sva se pač midva pogovarjala francosko in se mi zdi, da se človek ni bil neumen, je točno vedel, da jaz nisem otrok, kmečki otrok tam, da se vendarle od nekod drugod prihajam, ne. In vem, da je na svojem belem konju, to je tako kot v pravljici, a veste, princ na belem konju, me je posadil na belega konja in me vodil in mi neke čevlje pri tistem vojaškem čevljarju nemškem dal dela, zaradi katerih sem se vedno znova krivo počutila, ker sem se spominjala mojega partizanskega komandanta, ki mi je obljubil čevlje. Mislim, to mi je ostalo v spominu. In hočem to reči, da pravzaprav, veste, dobro na nek način poraja dobro. Mi samo govorimo o tem, kako zlo poraja zlo. In pozabimo, da dobro poraja tudi dobro, ne vedno, ampak res v večini primerov ga res poraja. In ko so izbruhnile te naše zadnje balkanske vojne, to je prav zanimivo, so prvi begunci iz Hrvaške bile točno iz tiste vasi Orahovica v Slavoniji, ker sem jaz bila med vojno. In pravzaprav jaz o tem niti nisem razmišljala, kaj se mi je dogajalo. A veste, tako, vsi smo bili malo uporniški, vedno si uporniški zoper oblast, tudi zoper socialistično oblast, čeprav sem vedno bila za socializem, da kar povem, ampak pač vedno vse upiraš zoper oblast, to je v naravi mladega človeka, pa tudi zoper vsako oblast se imaš za kaj opreti, pošteno povedano. To je res. Ja. No, in nisem niti mislila na ta partizanska leta kaj dosti, ampak potem, ko sem zagledala te ljudi, ki so bili enako stari kot jaz ali pa starejši, iz istega kraja, je naenkrat mi prišlo nazaj in sem se začutila dolžno nekaj narediti, sem se angažirala potem za pomoč beguncem in potem, ko sem se upokojila, sem pa zadnjih, 27 let delala na različnih vojnih področjih, od Afganistana, Čečenije, kaj še, Iraka in seveda v balkanskih državah. Zdaj vodim nek projekt v Gazi, zdaj pripravljamo projekt v Moldaviji za tile begunce, ukrajinske, pa še na Kosovu sem zelo veliko delala. No in seveda v Bosni tudi v času bombardiranja obleganega Sarajeva sem bila kar tam nekaj časa. Zdaj, mogoče nekaj o teh mojih izkušnjah delovanja. No, pravzaprav tako še, bolj sem razmišljala o vlogi žensk. A veste, zdaj sem razmišljala o tistih partizanskih časih. Dosti deklet je bilo, dosti žensk je bilo, partizank, žensk, ki so se borili tako kot borci, čisto enakopravne, vsaj tako sem jaz doživela, so bili obravnavane in z istimi obveznostmi, brez kakšnih popuščanj, z enakimi pričakovanji, enakimi pravicami. Takrat sem pravzaprav doživela na nek način to enakopravnost žensk. Posebna kategorija so bile matere, ki so prinašale tem bolnikom, tem ranjencem v moji bolnici, ko sem bila še v tej gozdni bolnici, so jim prinašale
ker so bili domači sinovi, pač lokalni, ne, ki so bili tam in so jim prinašali, ne vem, ko je bilo možno, vsake toliko časa, kakšne dobrote in ti ranjenci so jih potem meni dajali naprej. Mati kot tista, ki na nek način drži skupaj in ki je princip miline in, kako bi rekla, blaženja, ne najdem prave besede, kako melem pravijo, ja, ne vem, kakšna je slovenska beseda za to. To je nekaj, kar blaži trpljenje. In dobesedno to so bile matere. So bile matere, ki so izgubile 2, 3 sinove. In so preživele, a veste, so živele s tem, niso se sesule. So celo neko pogum so dajale drugim. Ko sem delala, zdaj, če preidem na to svoje delo na vojnih področjih v Severni Osetiji, je spomenik eni mami, ki je 7 sinov izgubila med drugo svetovno vojno. Vseh 7 jih je izgubila. In je znana po vsej Severni Osetiji. In menda je bila zelo pogumna ženska. K njej so hodili po tolažbo. Vem za žensko, ki je videla 2 otroka, ki sta ji utonila, ko je prihajala iz v času sirijske vojne. Pa so tudi hodile ženske iz begunskega centra k njej po tolažbo. No, to hočem povedati, da pravzaprav ženske sem doživela, vem, kaj se je vse z ženskami dogajalo, zakaj so prikrajšane, ampak jaz sem jih doživela, sem imela pač to srečo, da sem jih doživela na nek način kot enakopravne, kot zelo močne, kot vir podpore moškim. In, a veste, to sem pripravila gospe, včasih na nek način se mi zdi ta svet krivičen do moških. Ko pride do vojne, se nam zdi samoumevno, da bodo moški šli v vojno, da se bodo borili, da je to njihova dolžnost, moralna dolžnost, da se borijo za, ne vem, za Putina, a veste. In, in ko je moški ubit, to na nek način ne šteje toliko, kot pa če ubijajo žensko. Rečejo, ubijali so ženske. Kot da ubijali so moške, ni enako, ne vem, če sem se znala dobro izraziti, ampak res razmišljam o svojih sinovih. Pa toliko anksioznosti je v njih, da se mi zdi, jaz bi veliko lažje vojno prenesla kot pa moja 2 sinova. Mislim, na nek način moška ne tretiramo kot človeška bitja v vojnih okoliščinah, ampak kot neke subjekte, ki so obvezani položiti svoje življenje na oltar, dostikrat niti ne domovine, pa tudi domovine, če rečeš, zakaj pa ne, ampak ne vem, različnih Putinov, kaj jaz vem, kakšnih drugih Stalinov in podobno. Tako da, no, toliko. No, potem, da grem naprej, pol sem delovala kot otroška psihiatrinja in tudi bila za čuda reči, pol se je zgodila Bosna oziroma balkanske vojne in sem se zelo veliko angažirala okrog bosanskih beguncev in sem veliko potovala oziroma delovala tudi v čečenski vojni, recimo. In pravzaprav to, kar zdaj govorimo o ruskih materah. A veste, Čečenke so mi podobne zgodbe pravile. So rekle, pa saj tudi ti fantje, saj ne vedo, saj niso vedeli, v kaj gredo. Tudi ti fantje imajo doma matere, ki za njimi žalujejo. Ko sem bila v Sarajevu, v času obleganja Sarajeva, sem živela pri srbski družini, v naslednjem nadstropju so bili Judje, v še naslednjem nadstropju je bila pa Srbkinja. In ti ljudje so si med seboj razdelili nekako funkcije, en je skrbel za vodo, en za hrano, en za kurjavo. In se tako spomnim, kako je Srbkinja rekla, ko so obstreljevali, je rekla, ne vem, da Bog da svi pocrkali. Pa pravi, muslimanka je bila poleg, pa pravi, pa nemoj, pa i oni imajo majke. No, tako da, a veste, teh zgodb je še in še, Kosova se spomnim.
Takoj po letu, kdaj so oni imeli, 99 so imeli krizo, ko so se vrnili begunci in so mi rekli, nikar ne govori srbsko po cesti, ker so neke Bolgarije ubili, ki so govorili bolgarsko takrat, ker so mislili, da so Srbi. In pač, ker ne znam albansko, ne, in ker oni niso znali angleško, sem pač vedno rekla, prostite, jaz sem zna vašega jezika in bom govorila bosansko. Mislim, da ne bi rekla srbsko, sem pač rekla bosansko. No in tudi dejansko, pravzaprav moja inačica je hrvaščina, ker moja mati je bila Hrvatica, ni srbščina. No in tako pridem v eno trgovino, da bi nekaj kupila in začnem recitirati to svojo formulo. Izvinite, ja ne znam govoriti, ja sam iz Slovenije, ne. Ja nisam iz Srbije, ona me pa pogleda pa reče, pa i oni su ljudi. A veste, mislim, teh dogodkov imam še in nekako vedno pravim o sebi, da sem dobro pamtilo, ne zelo pamtilo, ne. Ampak to mislim, da je takih izkušenj treba ljudem čim več ponuditi tega dobrega sodelovanja. No in tu imajo ženske res zelo pomembno vlogo, ker so bolj mehke, bolj plastične, veliko več sodelujejo, veliko več ostanejo preprosto. Moški se gredo boriti, ne. V teh življenjskih okoljih ostane veliko več žensk. In recimo, jaz sem ogromno delala z učitelji, ampak tudi z učiteljicami. In ena reč, ki so jo poskušala delati, da sem zbrala učiteljice in učitelje z ene in z druge strani, recimo Čečene in Ruse, ali pa Čečene in Osetine, po tej beslanski tragediji, ne vem, če jo še pomnite, to je bila neka šola, mogoče za mlajše, kjer je bilo, mislim, 350, na prvi šolski dan ubitih 350 oseb, od tega polovica otrok, pa učitelji, pa starši, in to so izvedli, torej, tako Severna Osetija je edina pravoslavna Severno-Kavkaška republika, vse ostale so muslimanske. No in iz Čečenije, pa iz Dagestana so prišli ena taka ekstremistična skupina in je napadla to šolo. No in potem seveda te zamere so bile pol strašne, ne, se že prej so bila trenja, ampak to je pa potenciralo zamere. In pol sem poskušala delati skupaj s Čečenkami in Osetinkami. In da so prepoznali, da so ljudje, da so ponovno prepoznali, da so eni in drugi ljudje. In mislim, se je dalo na tem področju res kar, moram reči, marsikaj narediti in jih povezati. Tudi se spomnim, ko so pripovedovali, preživeli iz te beslanske šole, kako so tile mladi fantje, Čečeni, ki so rekli, niso nam rekli, da bomo prišli otroke ubijati. Mislim, tako da, a veste, neko dobro, hvala Bogu, ob vsem zlu, ki je tli v človeštvu. No in mislim, da res na nek način so ženske bolj tiste, ki so mehkejše, ki več nudijo, ki so v večji meri ta melem, o katerem govorimo. Mogoče še to, se ne vem, vas to... Zelo nas zanima. To sem razmišljala še recimo v moji vlogi kot ženska, ko sem hodila po vseh teh državah in delala z ljudmi. A veste, pravzaprav nikoli nisem imela težav zato, ker sem ženska, pa sem delovala v teh muslimanskem svetu, ki naj bi ženska imela čisto drugačno podrejeno vlogo. Je pa res, da sem imela to prednost, da sem bila stara. In tam se starost spoštuje, mnogo bolj spoštuje kot pri nas. Tako da to mi je najbrž dajalo neko imuniteto. In dostikrat so me klicali mama ali pa stara mama, na Kosovu so me klicali sestra. Skratka, nekako so me doživeli res kot žensko. In edino enkrat sem pa začutila, kako bi rekla, ta primanjkljaj, ker sem ženska. In sicer se mi je zgodilo, to je bilo pa v Erbilu, v iraškem Kurdistanu, sem imela neko predavanje in je bilo okrog 100 samih moških. In sem se zapletla v žice in sem se položila na nos, na tla.
in nihče mi ni pomagal. Tistih 100 moških je obsedelo, tudi tisti moj mladi pomočnik, asistent, ki je bil tudi tudi se ni ganil. Edino pravzaprav 3 moški so stekli ven in so iskali ženske in so pripeljali neke ženske, da so me te ženske pol dvignile. Tako da sem mislila, če bi bila moški, bi verjetno dvignili, ne. Verjetno se boste upali dotakniti, ne? Ja, tako da to je bilo edinič. Drugače pa moram reči, da v tej vlogi ženske, oziroma kot ženska nisem, ne bi rekla, da sem imela kakšne posebne težave. No, to sem še razmišljala, veste, da pravzaprav te vloge moške in ženske se pa pravzaprav res malo spreminjajo v sedanjem času, tako kot ste rekli. Ker poglejte, vse več žensk je vojakinj na koncu koncev. Vse več žensk prevzema tudi neke vodilne vloge, tako da to je res. Ampak še to, malo digresije, skačem sem pa tja. A veste, ko sem mojemu prijatelju Ramušu z Kosova pripovedovala, da se mi zdi, da na nek način je v vojnih okoliščinah ta svet krivičen do moških. Pa me je podučil, pa je rekel, ja, Anica, samo zato, da človeštvo obstane, je dovolj 5 moških. Mi rabimo pa veliko število žensk. Torej neka ekonomika, biološka ekonomika je bila za tem. Ampak, no, to hočem povedati, da torej jaz mislim, pa nisem seksistična, da res ženske imajo nek poseben kapital, nek emocionalni kapital, s katerim podpirajo, lahko podpirajo moške in da je to zelo, zelo pomembno. Pa še nekaj generalnega o vojni bi povedala. Veste, vedno me sprašujejo, kako doživljate to vojno, to mora biti za vas grozno. In jaz odgovorim nekaj, kar ne izgleda simpatično, da je to za mene pač ena izmed mnogih vojn, ki sem jo doživela. Da žal, meni se zdijo vojne nek normalni del človeške zgodovine, mislim, da to zveni grozno, ampak, a veste, mojo generacijo so tolikokrat preslepili s tem, kako gremo v nek nov, lepi svet, brez vojn, ker se bojo vsi ljudje imeli radi, ali zato, ker bo socializem, ali ker bo komunizem, ali ker bomo imeli Združene narode, ker bomo imeli vse te strašne mednarodne institucije, ki nas bodo varovale pred vojno in zaščitile pred vojno. Ampak seveda, zadnjih 27 let sem jaz nenehno prisotna v nekih vojnah. In zdaj, ko govorimo o Ukrajini, slišimo po televiziji, da predvidevajo, da bo 400 000 otrok v Jemnu umrlo od lakote. Tako da jaz v to, da vojn ne bo, da bo zelo eliminirano, žal ne verjamem. Resnično ne verjamem. Mislim, da je stvarnost pač takšna, da moramo s tem živeti, kot z boleznimi moramo živeti. In da je vprašanje, kaj lahko storimo, da preprečujemo seveda, kar lahko, kolikor lahko, ampak predvsem tudi, da nudimo, kot rečeno, neko izkušnjo, neko protivtež, da gojimo tisto dobro, da nam ne izgine. A veste, jaz kar malo tako mistično gledam na vojne. Vse imamo 1000 razlag, jaz sem psihiater po poklicu, imamo psihiatrične razlage, psihološke, družboslovne, ekonomske, ne vem, vse kakšne razlage, politološke, kakšne razlage vojn imajo, ampak moram reči, nobena teh razlag na nek način se mi ne zdi, da je posebej bila koristna, da bi odpravljali ali pa zmanjševali vojne. Meni se včasih tako zdi, da tako kot v astronomiji, ne vem, zakaj mene astronomija zanima, stalno odkrivamo neke nove materije, ne vem, temno snov, pa neke nove sile, neke nove energije. Mislim, to ni izmišljeno, to resnično deluje, pa črne luknje smo odkrili. Torej, vedno nekaj novega odkrijemo, kar uravnava delovanje vesolja in ko si včasih mislim, mogoče pa so neke sile, ki jih preprosto še ne prepoznamo, ki uravnava delovanje človeškega, socialnega tkiva, ker drugače ne razumeš, kako to, da se kot racionalna bitja ne moremo naučiti, izučiti iz
zgodovinskih izkušenj. No, zaključila bi pa s tem, žal nimam te poezije tukaj, mislim, neka Rabc je napisal, jaz ne vem, kdo je ta človek, moram preveriti, ampak so mi poslali, a veste, ko si prepošiljamo razna sporočila po mailih. Eno tako lepo pesem, ki je bila narejena na to ukrajinsko vojno, saj si jo nisem zapomnila v celoti, ampak tako zaključi se pa s tem, in potem si bo sta voditelja segla v roke, mame pa bojo čakale na svoje sinove, žene bojo objokovale svoje može, otroci bojo čakali na svoje očete junake. In pravzaprav to je to. In kot vidite, pravzaprav so otroci, ampak ženske so tiste, ki čakajo, so prizadete, so izgubile. To je to. Najlepša hvala. Najlepša hvala, gospa dr. Anica Mikuš-Kos, za to ganljivo pričevanje in predvsem za vse, kar delate, tudi v imenu nas, tudi v imenu vseh drugih ljudi, ki pač upamo na človečnost. Zato smo tudi danes tukaj, a ne? Torej, gospa magister Blanka Jamnišek, veleposlanica, zaposlena na Ministrstvu za zunanje zadeve, nam bo predavala o povezavah med načelom odgovornost, kako zaščititi, z resolucijami Varnostnega sveta Združenih narodov o ženskah, miru in varnosti. Izvolite. Najlepša hvala. Jaz sem pravzaprav zelo počaščena, da sem v taki družbi in tudi, da mogoče govorim skupaj za isto mizo z vsemi vami, posebej z Anico, s katero sva sodelovali na mnogih projektih na terenu, mi je obudila spomin na Beslan, na tisto šolo, kjer sva nekako poskušali na različne načine pomagati ljudem, predvsem otrokom, opolnomočiti jih na temo človekovih pravic, pa potem še na Kosovo in drugje. Tako da dejansko sem počaščena, da sem povabljena k sodelovanju na pogovorih o človečnosti in posebej bi se rada zahvalila gospe Tanji Tuma in Penu ter Bečirju Kecanoviču za pobudo, da se v teh časih pogovarjamo o tako pomembni temi, kot je človečnost. Sicer bom jaz predavala ali pa malo povedala bolj o tehničnih zadevah, o tem lepem novem svetu, ki ima podlage v raznih resolucijah, odločitvah svetovnih voditeljev, ampak hkrati bom pa tudi kaj pokomentirala, če se strinjate, iz realnega življenja in tudi kako to vidim kot človek. Se pravi, jaz vidim, da pogovori o človečnosti so pomembni ne samo v tako imenovanih stabilnih časih, normalnih časih, ko je vojna zelo daleč od nas, ampak tudi v časih, ko je tudi blizu, in zdaj je zelo tudi fizično blizu. Poleg tega pa naša družba trenutno malo čuti ta begunski val, ampak jaz mislim, da se bo ta kriza poznala na mnogih področjih v življenju vsakogar od nas, ker temu se reče aftershocks, te valovi, ki jih povzroči eno tako vojno žarišče, kot je to, in to je zelo veliko žarišče, vpliva pravzaprav na svetovni red. Mi smo zdaj v eni taki fazi zgodovine, kjer bomo zelo veliko človečnosti potrebovali, da preživimo, da sploh preživimo. Tako da bi mogoče citirala Bečirja, ker je zadnjič na prvem tem pogovoru rekel, da luč človečnosti ne sme ugasniti. In jaz mislim, da so ti pogovori in tudi današnji namenjeni ravno temu. Od pesniškega ustvarjanja do delitve izkušenj in tudi do razumevanja celega tega konteksta. Torej, danes sem jaz tukaj bila povabljena kot nacionalna kontaktna točka za odgovornost zaščititi, ki jo med drugim opravljam pri svojem delu na Ministrstvu za zunanje zadeve. Predstavlja bi to načelo v
v kontekstu tudi agende, mednarodne agende za ženske, mir in varnost, ker je današnji pogovor namenjen tematiki ženske za mir in varnost. Ne? Tako da je tukaj ena povezava. Zdaj pa, kaj pomeni odgovornost zaščititi? Odgovornost zaščititi pomeni, da ima vsaka država dolžnost, da na svojem ozemlju ščiti prebivalstvo pred 4 hudodelstvi, pred genocidom, vojnimi hudodelstvi, etničnim čiščenjem in hudodelstvi zoper človečnost. Mednarodna skupnost pa ima odgovornost, da pri tem državam pomaga, se pravi primarna odgovornost je držav, da pa preko OZN, se pravi Organizacije Združenih narodov, uporabi primerna diplomatska, humanitarna in druga miroljubna sredstva, v skrajnem pa primeru pa tudi silo, vendar preko varnostnega sveta OZN. Namen pa je, da pomaga zaščititi prebivalstvo. V tej ukrajinski krizi imamo pa problem, ker varnostni svet v bistvu je blokiran zaradi principa veta, ki ga trenutna država agresorka v bistvu uveljavlja pri vseh odločitvah tudi na to temo. Skratka, pred tolikimi leti po drugi svetovni vojni, ko je bila Organizacija Združenih narodov ustanovljena, ni bilo predvideno, da bi tiste države, ki imajo posebne pravice, tako imenovane P5, se pravi tiste države, ki imajo pravico veta, da bi bile agresorke in da bi lahko ustavile kakršnokoli odločanje o uporabi sile pri zaščiti prebivalstva. To načelo R2P, responsibility to protect, ali pa odgovornost zaščititi, pravzaprav ni tako staro načelo, to je nastalo leta 2005 in sicer so se voditelji vseh držav članic OZN soglasno odločili, da sprejmejo načelo odgovornosti zaščititi, ki je samo politično načelo, ne pa pravno, in je zapisano v sklepnem dokumentu vrha OZN leta 2005. Tako da to načelo ni tako staro, kot je recimo deklaracija o človekovih pravicah, a ne, iz leta 1948, ampak kljub temu, da tudi človekove pravice niso povsod spoštovane v svetu, je ta deklaracija veljavna in se moramo zmeraj znova sklicevati. Tako tudi to načelo, kljub temu, da obljublja nov lepi svet, kot se je Anica izrazila, ne, in v bistvu je težko uresničljivo, de facto in de jure, se kljub temu treba prizadevati, da se približamo načelu zaščite prebivalstva. In recimo že te humanitarne aktivnosti, ki zdaj potekajo za begunce iz Ukrajine, so del te zaščite, recimo, ne? Tako da mednarodna skupnost dejansko pomaga, ampak ni pa uspela preprečiti. Zdaj pa ne bi naštevala ta množična hudodelstva, ker verjetno poznate genocid in tako naprej. Jaz sicer imam tlele tudi definicije, lahko pol v razpravi, če bo kdo hotel, pač razložim bolj podrobno. Verjetno imate vsi predstavo o tem. Ampak grozodejstva, kar je pa pomembno, je pa, da je grozodejstva potrebno preprečevati. In sicer, zakaj? Zato, da se ohranijo človeška življenja. Hkrati je pa treba se zavedati, da grozodejstva nikoli ne nastanejo čez noč. Zmeri potekajo neki procesi, neki zgodnji znaki, recimo sovražni govor, dezinformacije, manipulacije, propaganda in tako naprej. To so vse znaki nasilje, ne, tudi nasilje proti ženskam konkretno, ne, tudi. To so vse znaki, ali pa nasilje proti neki etnični skupini, verski skupini in tako naprej, ne. To so vse znaki, ki kažejo na procese, ki lahko v nekih določenih situacijah pripeljejo do hudodelstev, enega od teh naštetih 4. In zdaj prepoznavanje dejavnikov tveganja ter sprožilcev je pa bistveno, tako za države, kot za civilno družbo, kot za mednarodno skupnost, da bi to lahko prepoznali. In mislim, da leta 2016 je OZN
pripravil eno publikacijo in mi smo jo pol prevedli v slovenščino, okvir za prepoznavanje grozodejstev, priročnik za preprečevanje, kjer so ti riziki, ta tveganja opisana in sprožilci in v bistvu zlahka prepoznaš pri recimo dejavniku tveganja šibkih državnih struktur, prepoznaš mnoga tveganja, ki so prisotna v večini družb, ki jih poznamo. Tako da to je tudi na spletu dostopno in kogar zanima, si lahko pogleda in boste zgroženi, ko boste to videli. Je pa res, da se to ne zgodi vedno, ne moreš pričakovati, da ko so vsi ti riziki, ki so našteti, prisotni v večji ali manjši meri, da se bo pa res zgodilo, ne? Ni nujno. Prav tako se grozodejstva tudi dogajajo ne samo v vojnih konfliktih, v oboroženih, ampak tudi v mirnodobnem stanju se tudi dogajajo. Ne? Včasih je etnično čiščenje samo nakaže, da se bo zgodilo več. Ne? Tako da so razne kombinacije možne in po svetu trenutno poteka med 20 pa 30 različnih konfliktov, na katere mi nismo pozorni, ker niso blizu, zdaj za Ukrajino vidimo, ne, in je blizu in bo dejansko vplivala tudi na naše življenje tukaj, ampak v Jemnu, kot je rekla Anica, ta hip, 20 milijonov ljudi je na robu lakote in še slabše bo, zato ker 90% hrane, ki pa so jo uvozili, ker tam večinoma uvažajo hrano, je iz Ukrajine in iz Rusije. Tega vira ne bo več, vsaj nekaj časa. Ne? V Afganistanu je na robu lakote trenutno 23 milijonov ljudi, lahko si mislite, da je večina med njimi žensk in otrok. Pravzaprav sem ravno par dni nazaj brala statistike, da tam, kjer so družine brez moškega, ne, ker v Afganistanu tudi veliko moških umrlo v raznih bojih, je 100% rizik za lakoto, za smrt od lakote, tam, kjer so ženske glavne, ne? Ker veliko težje prepuščene so, ker veliko težje pridejo do virov in pomoči. V poročilu generalni sekretar OZN vsako leto pripravi poročilo o R2P, o Responsibility to Protect, oziroma odgovornosti zaščititi, in leta 2020 je pripravil poročilo ravno o tej povezavi prevencije in odgovora v odnosu do žensk. Se pravi, kako lahko ženske pomagajo pri prevenciji, preprečevanju teh pojavov in kako jih okrepiti. Tako da je ena dobra povezava med to temo, o kateri sem zdaj govorila, in temo današnjega dogodka. In zaradi spoznanja, da je med temi temami več povezav, kot pa dotlej pretežno obravnavano spolno nasilje, ne, nad ženskami v obdobju oboroženih konfliktov, ker fokus je bil v preteklosti precej na tem, so bolj poglobljeno obravnavane tudi druge neenakosti, predvsem pa diskriminatorne prakse, vzroki in dinamika, da bi bolje razumeli, zakaj in kako prihaja do procesov, ki v določenih situacijah lahko vodijo v množična grozodejstva. Ne? Znana so de jure kazniva dejanja, ki imajo podlago v spolnem nasilju nad ženskami, in pa tudi de facto vzorci mnogo kje uveljavljenega vedenja, naprimer ekonomsko, družbeno in na mnoge druge načine, ki na mnoge druge načine diskriminirajo ženske, ter jih odrinejo na rob družbe. Jih ne slišijo, ne vidijo, ne upoštevajo. Ne? Ženske in deklice so tako v mnogih kontekstih videne kot žrtve, čeprav niso vedno tako obravnavane, tudi takrat, ko so res žrtve. Ne? Po mednarodnem pravu pa so kazniva dejanja, ki imajo podlago v spolu, tako imenovani gender-based violence in spolno nasilje sexual violence, sta prepoznana tako v odločitvah Mednarodnega kazenskega sodišča, kot tudi v Varnostnem svetu OZN, kjer imajo vsako leto letne razprave o tej temi. Skratka, ta tematika je prišla na ekran zelo pomembnih mednarodnih institucij in to je zelo dobro,
Žal pa slišimo zelo slabe statistike, na katere smo slišali, mogoče bom jaz še kakšno povedala, recimo od včeraj je bil en dogodek ravno v OZN na to temo, na temo Ukrajine in sicer, da je, to je generalni sekretar OZN rekel, da je nasilje nad ženskami in deklicami verjetno svetovno najdaljša in najbolj tragična pandemija, skratka največ smrti, sploh, ne. In da ena od 3 žensk globalno je aktivno doživela nasilje, ni opredelil katero, ampak različne vrste nasilj, in da zdajšnje statistike pravijo, in ta je najbolj grozna, da vsakih 11 minut je nekje na svetu ena ženska ubita, največkrat kar od svojega partnerja ali pa družinskega člana in največkrat v svojem domu, kjer bi se morala počutiti najbolj varna. To imenujemo femicid, tudi to je se pravi genocid nad ženskami. To je pojav, ki je nekako na ekranu mednarodne skupnosti zadnjih 15 let, prej se o tem ni veliko govorilo, tudi zdaj se ne govori veliko, ampak dejansko so potrebni napori na vseh ravneh, tudi na najbolj lokalni, tudi družinski ravni, če rečemo, ne samo državni, pa mednarodni, da je treba vsaki ženski in deklici omogočiti, da živi varno, z človeškim dostojanstvom in svobodo, ki jo zaslužijo. To seveda velja tudi za moške in za fante, ne? Ampak statistike žal govorijo o tako zelo groznih zadevah, ne? Tako da v svojem poročilu o odgovornosti zaščititi je torej na to temo leta 2020 generalni sekretar OZN predlagal nekaj pomembnih elementov, med drugim izboljšanje analiz glede rizikov za grozodejstva, tudi na podlagi spolno občutljivih indikatorjev, potem omogočanje enakopravno in vsebinsko smiselne in ne le formalne participacije žensk v mirovnih operacijah in pri odločanju, kako ustvariti in udejanjiti preventivne aktivnosti, pa prepoznavanje vitalne vloge žensk pri, na primer, zgodnjem opozarjanju v varnostnem sektorju, na primer v policiji, vojski, pri zagotavljanju vladavine prava, se pravi v pravosodju, pa tudi pri reševanju konfliktov v mirovnih operacijah in tudi grajenju in zagotavljanju miru po konfliktu, ne? Ker moramo vedeti, preprečevanje, o katerem sem govorila, ni samo da preprečaš konflikt. To je najboljše preprečevanje, če ga sploh ne pride do vojne, ne? To je sigurno najboljše. Ampak recimo že pri Ukrajini to ni bilo uspešno. Kljub vsem podajanjem kljub in fototerminom in razpravam in resničnim prizadevanjem, ne? Ampak preprečevanje je potrebno tudi v času trajanja konfliktov, da se zmanjša škoda, ne? Da se reši ljudi, recimo humanitarni koridori zdaj so strašno pomembni in da se hrana in ostale potrebščine nujne pelje tja, kjer so ljudje ujeti in da se pomaga ljudi spraviti ven, civiliste, ne? To je tako imenovano preprečevanje v času konflikta, kot tak konkretni primer. Hkrati je pa preprečevanje tudi potrebno po konfliktu, da se prepreči maščevanje, izvensodne poboji, zadeve razne, sprava, ne? Sprava je del preprečevanja. In to so procesi, ki so zelo dolgotrajni, ampak zelo pomembni. Zelo se je potrebno zavedati, da preprečevanje je en velik, kompleksen sklop, kjer je zelo veliko elementov. In to niso enostavne stvari in kot rečeno je človečnost pri vsaki od teh zadev, ne, to, kar je Anica z takimi življenjskimi zgodbami in izkušnjami povedala, zelo pomembno, da se doživi v tistem zlu, da se doživi tudi nekaj dobrega, ne. Zdaj pa, če grem na ženski mir in varnost, za ta koncept te resolucije, ta prva je bila leta 2000, se pravi pred 22 leti, najbolj znana je resolucija, ki mi rečemo
v žargonu in oziroma to je dejansko njena številka 1325, resolucija 1325, za njo se je sledilo še veliko drugih resolucij na to temo, gre pa za krepitev položaja žensk in zaščiti pred nasiljem nad ženskami in deklicami. V teh resolucijah je vedno poudarek na polni participaciji žensk v vseh aspektih javnega in političnega življenja. Ampak seveda je pa pomembno, da imajo najprej osnovne pogoje, recimo varnost, to, kar smo slišali za Afganistan. Ne? Tam se je najbolj poslabšala varnost žensk, posebej lansko leto, pa letos, ne? To že itak ni bila dobra, ne? In se je potem 20 let delalo na tem, da bi ženske hodile v šolo, da bi spet imele poklice, da bi se izboljšal položaj žensk in se je to avgusta vse prekinilo in zdaj se skrivajo, ne? Mnoge so ubite, sploh ne vemo za to in tako naprej. Tako da mnogo kje ženske zelo hudo trpijo v vseh konfliktih in nesorazmerno veliko trpijo, veliko žrtev imajo, ampak tudi tam, kjer ni oboroženih konfliktov, poročajo recimo v času COVID krize o visokem povečanju nasilja nad ženskami, predvsem tako imenovanega nasilja doma, domestic violence. Ne? Tako da omogočanje varnega okolja, preprečevanje groženj napadov in ustreznih odzivov tudi državnih institucij na ženske, ne, je osnova za smiselno in enakopravno participacijo žensk v vseh vprašanjih mednarodnega miru in varnosti. Ne. To je nekaj osnovnega pri teh resolucijah o ženskah, miru in varnosti. In ena od kasnejših resolucij iz leta 2019 poziva države članice OZN, da ustvarijo varno okolje za civilno družbo, vključno v situacijah oboroženega konflikta, to je zelo pomembno tudi v sedanjem kontekstu, in da se predvsem aktivno ukvarjajo s preprečevanjem groženj, nasilja, sovražnega govora in tako naprej proti ženskam. Zdaj pa glede na to, da imamo zdaj poročila zadnji teden tudi, da se dogajajo grozne stvari z begunci, skratka trgovina z ljudmi, ukradeni otroci, mlade ženske iz teh raznih sprejemnih centrov, mislim, ugrabitve za bodoče spolno nasilje ali pa izkoriščanje in tako naprej, to nam pove, da je ta R2P responsibility tudi potrebno udejaniti izven vojnih območij. Ne, ker te ljudje so zelo, zelo ranljivi. Recimo Evropska unija je prav te dni dela na enem načrtu, kako bi posebej zaščitili otroke brez spremstva odraslih. Teh otrok je ogromno, menda. Mi jih tlele ne vidimo, ampak na teh mejah, med temi milijoni ljudi, ki so prebegnali, je kar nekaj, menda, mislim, UNICEF poroča o ogromnih številkah otrok brez odraslega spremstva. Ali so na poti izgubili pač nekoga, s komer so potovali, ali ne vem, kaj se je zgodilo, ali pa so starši sami jih poslali, ne, v tistih konvojih. Skratka, gre za potencialno velike tragedije in tukaj tudi pa še noter človečnost in odgovornost zaščititi držav. Ne? Rekla bi tudi, da ženske v vlogi recimo zagovornic človekovih pravic, učiteljic, pisateljic, sodnic, zdravnic in medicinskih sester, pa vseh raznih poklicev, tudi pripadnic mirovnih sil, ne? Recimo v Ukrajini je statistika, da je 22% oboroženih sil Ukrajine so ženske pripadnice, ki so zdaj s puško tam, ne? Mislim, z oborožitvenimi sistemi. Veliko mladih žensk se je pa vključilo v kibernetski vojni, ne, za zoperstavljanje dezinformacijam. Tako da je ogromno žensk, ki so ostale v Ukrajini, ki nimajo samo to vlogo zaščite otrok pa starejših, ampak so ostale tam, dejansko so vključene v boj. Skratka, vsem tem je vendarle treba omogočiti varnost v življenjsko ogrožujočih situacijah. In tukaj je treba mnogo, mnogo več storiti za zaščito žensk. Jaz bi mogoče skrajšala, da ne bom predolga, kaj lahko naredimo.
na sistemski pa na individualni ravni. Se pravi, na sistemski ravni je nasplošno, ne samo v času oboroženega boja, ampak nasplošno potrebno narediti vse za enakopravno participacijo, sodelovanje in vodstvo žensk in moških v vsej raznolikosti. Ne? In je to je nujna osnova za preprečevanje grozodejstev, kot tudi za reševanje posledic konfliktov. En zelo pomembnih elementov je vzgoja in izobraževanje, tudi kultura spoštovanja človekovih pravic, tukaj spada izobraževanje za človekove pravice, kjer smo z Anico sodelovali v teh programih psihosocialne pomoči, ker to tako lepo skupaj je šlo za opolnomočenje otrok, ponavadi učiteljic, čeprav na Kosovu so učitelji, ne, so bolj moški, kar je zanimivo. A res? No, ampak je bilo, jaz sem bila presenečena, koliko je bilo moških učiteljev, ne. Pač to izgleda kulturno pogojeno, a zdaj so pa bolj ženske. No, skratka, ampak v večini držav, kjer sem jaz delala, so bile bolj ženske in seveda potem staršev, mater in tako naprej. Skratka, opolnomočenje, da se naučijo spoštovati človekove pravice, ne samo svoje, ampak tudi od tistega drugega, kdorkoli je tisti drugi. Ne? Tako da tlele recimo v kontekstu te krize in sprejemanja beguncev in kazanja človečnosti, skratka, spoštovanje človekovega dostojanstva prav vsakogar od njih je en zelo, zelo pomemben element. To je sicer trajen proces, to ni nekaj, kar se naučiš čez noč, to je stvar mentalitete, ampak dolgoročno je pa v vsaki družbi to zelo, zelo pomembno, sistemsko. To je samo eden od mnogih elementov, ki so potrebni. Recimo tudi zagotavljanje zdravja, ne? Vključno z reproduktivnim zdravjem žensk in odločanjem o svojem telesu. To je nujen predpogoj za dobro počutje žensk, da lahko normalno funkcionirajo. Ne? Tako da tukaj, da so slišane, da so upoštevane in tako naprej. Tako da te težave, ki jih imamo zdaj, da beguncem, ki moramo tudi zagotavljati zdravstveno oskrbo po direktivi Evropske unije, ne, pred enim tednom so jo sprejeli. Jaz mislim, da je treba res v sistem tudi v naši državi in v vseh državah Evropske unije temu prilagoditi, da bojo ženske lahko svoje funkcije opravljale v varnih in normalnih razmerah. Na bolj individualni ravni je pa vedno potrebno upoštevati, da ženske lahko prispevajo ne le k zaščiti pa razvoju svoje nuklearne družine, ne, ampak da lahko dejansko prispevajo k družbenemu razvoju, ekonomskemu razvoju in tako naprej, kulturnemu razvoju in tako naprej. In s tem tudi zmanjšajo rizike, ki lahko vplivajo na poslabšanje, na tiste slabe procese, ne, ki lahko pripeljejo pol do grozodejstev. Skratka, ženske lahko bistveno prispevajo k tako imenovani celoviti varnosti, ne, ki je tudi človekova varnost med drugim, ne samo fizična varnost, ampak človekova varnost. Tako da je treba družbo, ob zaključku bi rekla, družbo je treba neprestano krepiti, neumorno na vseh področjih, da postane odporna na negativne pojave. Tukaj je družbeni dogovor ključen. Treba se tudi aktivno odločati, da se zoperstavljamo kot družba in kot posamezniki raznim patologijam, za katere iz zgodovine vemo, da vodijo v grozodejstva. Ne? In ti izjemno nevarni patološki elementi, ki smo jih recimo lahko opazili v retoriki tik pred izbruhom vojne v Ukrajini, je treba preprečevati. Ne? In tukaj lahko pa ženske tudi svojim melemom, če tako rečemo, ne, bistveno in znanjem, in izkušnjami, in intuicijo in tako naprej, lahko bistveno prispevajo k prizadevanjem za krepitev zdrave in varne družbe. Ne. Cilj pa je, da človečnost premaga nečlovečna ravnanja, ki jih je pa tudi v 21. stoletju veliko, veliko preveč, in po vsem svetu, v vseh družbah, tako da to je neprestani boj in jaz bi tukaj zaključila, da kljub temu, da se mogoče slišijo ta neka načela kot ideali,
jim je pa treba vseeno slediti, ker to je zelo, zelo pomembno za naš obstanek. Tako da hvala lepa. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa magistr Blanka Jamnišek. Mogoče preden predam besedo, samo dva taka drobna detajla, ki pa niso mogoče čisto detajla. Mednarodni PEN je leta 1921 v bistvu ustanovila ženska. To je bila pisateljica Amy Dawson Scott, pesnica Amy Dawson Scott in moram reči, da je trajalo skoraj 100 let, da smo dobili pa žensko predsednico leta 2015, prvo, in sicer je bilo to mehiško-ameriška predsednica Jennifer Clement, ki je med drugim več kot 10 let raziskvala ugrabitve kartelov teh mehkih punčk, ki so jih potem seveda zlorabljali za spolne in tako naprej. Tako da hočem reči, da in ta druga stvar, mama univerzalne deklaracije o človekovih pravicah, je pa slovita Eleanor Roosevelt, Tako da ženske res nekaj naredimo. Jaz imam potem za zaključek, čisto na koncu spet eno pesem, ampak prej bi pa rada dala besedo še magistr Bečilju Kečanoviču. Prosim. Hvala lepa. Hvala vsem, ki ste se odzvali in prepoznali pomen pogovorov o človečnosti in teme, o katerih govorimo. Ni nas veliko, ampak iz zgodovine je znano, da vedno, ko človeštvo zaide z te poti človečnosti, da ko recimo svet pade s tečajev, kot pravijo, kot je v tem našem času, da se zberejo najprej ena majhna skupina dobrih ljudi in potem se ta snežna kepa zakotali, tako da dobro vedno premaga zlo, vsaj za nekaj časa. To nam sporoča tudi narava, da te dni, ker je zopet prišel ciklus, naravni ciklus, ko svetloba premaguje temo. In čez čas zagotovo bo človeštvo uspelo premagati tudi to, kar se dogaja v teh današnjih dni. Zdaj, če povem nekaj o sami temi, čeprav je naslov se zdi, da gre predvsem za žensko vprašanje, iz pogovorov, iz razprav naših govork smo razbrali, da gre za skupno vprašanje, da gre pravzaprav za vprašanje preživetja človeštva kot takega. Agenda 2030, to je ta krovni dokument s temi cilji trajnostnega razvoja in miroljubne, vključujoče in varne družbe prihodnosti, govori ravno o tem momentu, da smo prišli spet do neke točke, ko gre za vprašanje preživetja ne samo ljudi, pač pa tudi planeta Zemlja. In v ta kontekst gre vse to, o čemer se pravzaprav pogovarjamo in iz tega tudi vidimo, kako kompleksna je ta materija. To poudarjam zaradi tega, ker ta kompleksnost tudi po tej agendi poudarja potrebo tudi po drugačnem načinu mišljenja, predrugačenju. Ta proces se sicer dogaja v znanosti in filozofiji, pa tudi v duhovnosti, na področju religij, nekje od 50 let prejšnjega stoletja, ni bil toliko opazen, vendar zdaj je vedno čedalje bolj viden in zdaj tudi, da rečem, mi, navadni ljudje, slutimo, čutimo ali smo že ozavestili to, da se dogaja ta proces prehoda na višjo raven, na neko drugačno raven miselnosti. To je nekako bila tudi vzpodbuda, da smo mi pred leti ustanovili ta Inštitut za razvoj vključujoče družbe, ki je nek majhen zasebni neprofitni zavod, da poskušamo vračati družbi to, kar nam je družba osebno meni in tem, ki so pač povezani s tem inštitutom, ves čas dejala. To je nekako prvi pogoj, da mislim za vse nas, da prepoznamo to potrebo po tem skupnem dobru, po skupnosti kot taki. Lahko temu rečemo domoljubje, lahko rečemo kakorkoli. Pomembno je to spoznanje, ki prihaja prav iz tega pojma človečnosti, torej, da smo ljudje po naravi vendarle, kljub vsemu zlu, ki ga počnemo eni drugim, da smo v to sodelovanje in prijateljsko druženje naravnana bitja. Jaz sem bil namreč dolga leta v državnih organih, predvsem v policiji, ukvarjal sem se tudi z
preprečevanjem terorizma in tako naprej, tako da so potem leta 2015 po teh terorističnih napadih, ko se je razširil ta terorizem po svetu, smo kot inštitut bili povabljeni, da sodelujemo v eni delovni skupini pri Svetu za nacionalno varnost Republike Slovenije. Tam so se državni organi, policija, obveščevalne službe, ministrstvo za obrambo in tako naprej so se ukvarjali seveda predvsem s temi trdimi metodami preprečevanja terorizma. Mi pa kot predstavniki civilne družbe smo iskali te tako imenovane mehke strategije, kako z nekimi mehkimi pristopiti k temu problemu terorizma. Danes vidimo, da je to COVID, jutri bojo verjetno naravne in druge nesreče, ki bojo posledice podnebnih sprememb. Skratka, kako najdete nek drugi pristop, ker v svoji dolgoletni praksi v državnih organih sem nekako prišel do spoznanja, da nenehno pisanje pravil, zakonov in tako naprej bistvo problemov ne rešuje. Da kopičimo predpise, vendar s tem, ko kopičimo predpise, kopičijo se tudi problemi. Pravi, da je treba izstopiti iz te zgodbe in poskušati iskati nek drug način. No, ko smo iskali, ko smo študirali, kako bi mi začeli s temi mehkimi metodami, smo se zatekali tudi v te sodobne študije nevroznanosti in tako naprej. In med drugim ljudje, nevroznanstveniki, ki so učenci budističnih učiteljev, ki iščejo nekako približujejo to zahodno miselnost in to vzhodno miselnost, predvsem to budistično in tako naprej, ugotavljajo vse večji pomen izkustva. To je to, kar je govorila gospa Anica. Zdaj mi smo rekli, ok, dobro, to izkustvo, ampak kako to potegniti iz človeka in posredovati, kako naj jaz to Tanji povem, kako naj povem vam neko svoje izkustvo. Ta metoda, to je to, kar danes počnemo. Ne teoretiziramo, ne govorimo ex katedra, ampak govorimo iz izkustva. In to je to, kar prebudi v človeku, kar pravijo nevroznanstveniki, poudarjajo, ko govorijo o tem, da je izkustvo tisto, ki bo rešilo svet ali pa ne. Da je izkustvo tisto, ki ga vedno spremljajo čustva, ta narativ čustev, emocij, ki potem prebuja v človeku tudi ta vrednostni občutek za dobro in to je to temeljno vprašanje in prvi korak sleherne etike. No in med drugim mi je pozornost pritegnila ena zgodba o enem judovskem pridgarju nekje iz 18. stoletja. To je resnična zgodba, ki je... To je ta izročilo tega narativa, umetnost pripovedovanja te zgodb, prenašanja izkustva in pripoveduje o nekaj svoji izkušnji, ko se je sprehajal po nekem drevoredu, je videl na drevesu puščico v sredini tarče. In enih par tarč zaporedoma je videl, da je nekako puščica izstreljena točno v tarčo in je pohitev in je dohitev enega dečka s praznim tulcem in z lokom. In ga je vprašal, a so te puščice in tarče tvoje? Pa pravi, ja. Pa kako ti uspe vedno zadeti v sredino? Pa pravi ta deček, najprej izstreli puščico, nato narišem tarčo. Sporočilo zdaj te prispodobe je v tem. Naše govorke, vključno z mano, so izstrelile puščice izkušnje. Svoje osebne izkušnje na vas, oziroma na tistih, ki poslušajo, torej narator pripoveduje, slušatelji si pa ustvarjajo svojo zgodbo in na podlagi teh izkustev, ki poganjajo ta notranja čustva, poskušajo ustvarjati to svojo sliko o človečnosti kot taki. No, to je ta metoda, ki smo jo mi prispevali v to, da rečem, doktrino, v to strategijo, kako se s temi mehkimi metodami lotevati teh problemov. Takrat je bil to problem terorizma, potem je prišel problem COVID-a. Verjetno ne bi želel biti pretirano pesimističen, verjetno se bomo že kmalu soočali z nekimi drugimi problemi, ker ko sem bral neko študijo, je neka skupina generalov rekla, da če so bile vojne 20. stoletja, vojne za nafto in druge surovine, so vojne 21. stoletja vojne za življenjski prostor, hrano in vodo. Ko pogledamo cel ta skupek teh problemov in ko smo razmišljali stanju, ko so se pogovarjali, kako bi koncipirali te pogovore za letošnje leto, smo prišli do tega, kaj je to, kar je skupno
moškim in ženskam. Kaj je to, kar nam je skupno vsem kot ljudem? In smo prišli do tega pojma človečnosti in tako je nastal ta ciklus teh pogovorov o človečnosti. Prvi je bil ta sklop pogovorov človečnost, skupno dobro in družba prihodnosti. Skupno dobro, to so tiste dobrine, ki so pomembne za vse nas. Javno šolstvo, javno zdravstvo, druge institucije, brez katerih neka družba ne obstoji. Če vse to razprodamo, če vse to damo v javni sektor, se potem vprašamo, kaj je pravzaprav smisel te družbe, zakaj smo potem skupaj, kaj je tisto, kar nas povezuje. To je zdaj ta prvi korak k temu, kaj je skupno dobro. Od tega, od teh osnovnih potreb, od teh osnovnih dobrin pridemo potem vezano za te kompleksne probleme, vključno s to nesrečno vojno, do tega, kaj je skupno dobro v planetarnem smislu, v smislu človeštva kot celote, ugotovimo in pridemo do tega, da je to planet kot tak. Vse to, kar pomeni planet kot tak. Zato smo mi v ta prvi pogovor, poleg seveda filozofov, književnic oziroma literatov, vključili tudi eno gospo, znanstvenico, ki se ukvarja z medreligijskim dialogom. Pomembno je torej, da ne samo, da mi, ajde recimo temu laiki, da se pogovarjamo o teh vprašanjih, ampak da se tudi med religijami, da pride do tega dialoga in moram reči, da ljudje, ki se ukvarjajo s temi vprašanji, se pravi ljudje vere, da veliko delajo na tem, da se tudi v svetu veliko dela na tem, da se preseže ta tragedija skupnega. No in tako smo potem prišli, drugi pogovor je ta nocojšnji, se pravi ženske za mir in varnost. To je rezultat tudi nekega našega sodelovanja v tej skupini, in tako da smo v letu 2020 organizirali eno srečanje, ki je bilo podobno nocojšnjemu v počastitev te resolucije o ženskah, miru in varnosti, o kateri je govorila magistra Blanka Jamnišek. Tretji ciklus teh pogovorov, poskušam vam predstaviti celoto tega. Tretji ciklus je namenjen temu, kako upravljati te kompleksne probleme, torej upravljati krizo kot tako, pa ne glede na to, ali so naravne nesreče, ali je vojna, ali so nemiri, in kako zdaj zapolniti ta deficit, o katerem je govorila spet magistra Jamnišek, da obstaja neka vrsta, nek korpus nekih kaznivih ravnanj oziroma nekih škodljivih ravnanj, za katere v kazenskem pravu še ni določb o strožjem kaznovanju in strožji odgovornosti. To so ta kazniva dejanja, ki so zdaj bila prepoznana v času krize COVID-a, med drugim tudi ob izbruhu ebole v Kongu, ker je prihajalo do množičnih zlorab strani predstavnikov mednarodne zdravstvene organizacije, strani nevladnih organizacij nad temi nesrečnimi ženskami, domačinkami, žrtvami epidemije in žrtvami ljudi, ki so bili tam zato, da jim pravzaprav pomagajo. Torej obstaja nek vakum, nek korpus nekih teh grozodejstev, ki so pravzaprav po vseh znakih enaka tem, ki se zgodijo med vojno, se pa zgodijo med krizo. Torej, niso to grozodejstva, ki se zgodijo med vojno, niso pa tudi navadna kazniva dejanja, niso pa opredeljena v kazenskem pravu in to bo zdaj ta tretji ciklus teh naših pogovorov in njegov namen je, da odpremo razpravo o tem problemu. Se pravi, naš namen ni pisati zakonov, mi ne želimo ustvarjati to ulično pravo, ampak želimo odpreti pogovor in na nek vključujoč način, to je tudi naš namen, vključiti vse segmente družbe, da razpravljamo o tem, kar je za nas pomembno kot družbo in to potem preliti v politične odločitve in konec koncev tudi v pravo, ne nazadnje tudi v kazensko pravo. Eden od teh aplikativnih vidikov, to so ti uporabni vidiki tega, o čemer govorimo tudi danes, je, mi smo v povezavi s tem današnjim pogovorom sprožili tudi eno pobudo v Državnem zboru. V Državnem zboru zdaj namreč poteka
zakonodajni postopek za spremembo zakona o nalezljivih bolezni. Na podlagi izkušenj med COVID-om se je pokazala potreba, da je treba spremeniti nekaj, da je treba urediti, tako kot sem rekel, za ta kazniva dejanja oziroma za ta grozodejstva, ko ugotavljamo potrebo, da je treba nekaj spremeniti v kazenski zakonodaji, tako so pač prepoznali te probleme, da je treba urediti na novo nekaj v zakonu o nalezljivih bolezni. Mi, torej na podlagi te naše metode, na podlagi tega našega sodelovanja smo ugotovili, da je zelo pomembna ta pobuda, ki je prišla tudi iz civilne družbe, iz stroke, vendar smo poudarili, da pa utegne biti problem s tem vprašanjem in smo dali Državnemu zboru pobudo, da se ta razprava o tem zakonu razširi pravzaprav na to, o čemer se pogovarjamo danes oziroma na tem posvetu, se pravi, da se ta pogovor o konkretnem predpisu razširi tudi na celovito upravljanje krize kot take in reševanja problemov. Ker, kot rečeno, teh problemov, s katerimi se danes soočamo, se ne da več reševati na ta klasičen, linearen način, da spremenite en zakon ali pa da spremenite en ukrep, treba je gledati zadeve kot celoto. In naš potem namen je torej tudi na tej javni razpravi opozoriti na to in upam, da bodo poslanke in poslanci percipirali, prepoznali to potrebo, da se o teh problemih razpravlja širše, ne samo v tem ozkem segmentu te zdravstvene zakonodaje. Ker, če omenim to analizo Eurobarometer, ki je govorila ravno o tem, da pač so ženske tudi v tem primeru COVID-a največje žrtve, ne? Če pogledamo to družinsko nasilje, če pogledamo še nekatere oblike kriminala nad ženskami, vse druge oblike in predlogi žensk gredo v to smer, da se rešuje nekatere probleme, ki niso problemi samo žensk, niso samo tipična vprašanja žensk, ampak so, kot rečeno, problemi vseh nas. Problemi vprašanja preživetja, če pogledamo na tej najvišji ravni preživetja človeštva kot takega, ali obstaja neke družbene skupnosti, v našem primeru recimo naše države, naše družbe kot take. Mi vidimo, da je v Sloveniji ta sovražni govor res šel tako daleč, da se ustvarja ta velika polarizacija, ne samo med različnimi skupinami znotraj družbe, pač pa tudi med ženskami in moškimi se ustvarja neka polarizacija, ko se gre v neke radikalne skrajnosti in se mi zdi, da je zelo pomembno, da se z obeh strani te stvari prepoznavajo, te probleme in kot rečeno, to, o čemer nocoj govorimo, čeprav je naslov Ženske za mir in varnost, ni izključno žensko vprašanje, ampak je vprašanje in problem vseh nas. Hvala. Hvala lepa. Zdaj bi jaz mogoče prepustila publiki, če je kakšno vprašanje, potem vam bom pa še eno pesem prebrala. Izvolite, gospa. Ja, jaz imam v bistvu eno vprašanje, ker ste se ga mogoče malo že dotaknili govorke, ampak vseeno bolj definirano. Kakšna pa naj bi bila vloga žensk v vojni? Ker po eni strani zdaj naprimer aktualna slika z Ukrajine, na eni strani imamo na družbenih omrežjih dekleta, ki kažejo, kako izgleda vojna v bistvu z prve roke. Potem imamo ruske matere, ki jih kličejo iz Ukrajine, da so njihovi otroci v vojni. Potem imamo že neke, ne vem, govorice, da ne bi se že začela, naprimer, posilstva nad ženskami. Se pravi, imamo vse te neke slike, kako izgleda vloga žensk v vojni. Ampak, a si res po eni strani želimo enakopravnost v smeri, da bi bili vsi enakomerno zastopani v vojski, se pravi moški in ženske, ali po drugi strani želimo, da se ognemo konfliktu, da se ognemo vlogi, ki bi jih imeli v konfliktu, ker na nek način je lahko pa vojna, če ženska ostane izven, je tudi priložnost. Ker, naprimer, po drugi svetovni vojni je konec koncev so tako ženske prišle do tega, da so postale delovna sila, ker so morale biti, ker ni bilo več moških, ki bi delali, ampak so one prevzeli to vlogo, ker je bil manjko. Tako da v bistvu neka smešna situacija, kaj naj bi bila vloga ženske, z vidika recimo feminizma.
Bi vi mogoče, gospa Katja Banovec Juroš, glede na to, da ste bili tako kratki? Aha, ja, zdaj tukaj v bistvu težko govorim kot z vidika uprave zaščite in reševanja, lahko se pogovarjam pač iz mojega vidika, ne, v bistvu, zanimivo vprašanje, no, zdaj, sploh, mislim, absolutno se strinjam, sem tudi v prispevku, na vprašanje, ki mi je poslala novinarka, tudi govorila v tem smislu, ne, mi imamo vseeno različne vloge, ne, zdaj pač jaz govorim tudi kot ženska in tudi kot mati, in enostavno enakopravno z moškimi zame ni pariranje na vseh področjih družbenih, tudi v vojni in to. Mislim, zame osebno je pa vojna tako, nekaj tako groznega, tako težko akceptiram, da v bistvu težko rečem, kaj je bila vloga žensk v vojni, ampak seveda jasno, vojne se dogajajo in ženske so tudi, vidite, tudi v Ukrajini so v zaledju ženske izdelujejo molotovke, mislim, da je ena slikarka, so imeli neki prispevek, ali je bila pesnica, da izdelujejo molotovke, ker niso imeli na začetku nobenega orožja in take zadeve. Tako da jaz strokovnjakinja za feminizem pa nisem, ampak bolj z vidika glede na to, ker sem pa že nekaj časa tudi na svetu, mislim, da je tudi to vprašanje, ki je še en tak, kako bi rekla, trigger, en sprožilc, da moramo razmišljati bolj v smeru spet neke človečnosti in izogibanja takim situacijam, oziroma preprečevanja, ne, se, tako kot je rekla kolegica, ta vojna in vse druge vojne so bile nekako nakazane skozi mnoga dejanja in tukaj vidim jaz vlogo žensk, tudi žensk, ne samo žensk, da se te zadeve stavijo od sovražnega govora in vseh teh anomalij v družbi, ki potem na koncu pripeljejo v oborožen konflikt. Vi ste pa bolj primerno. Nisem bolj, ampak veste, najprej ena misel, ki mi ves čas previva, je ta, da pravzaprav zanimivo, v tej ukrajinski vojni Slovenija doživlja ženski del vojne. Prihajajo k nam ženske, predvsem ženske, in odzivajo se predvsem ženske. Gledajte, tu smo v večini ženske, ne vem, učiteljice so, ki bojo sprejeli otroke, so ženske, zdravstvo so ženske, tako da na nek način je, bi rekli, no res, da smo ženski del vojne sprejeli. To je eno. Drugo, zdaj, kakšna naj bila vloga ženske? Mislim prvo, da je človek. Drugo pa, jaz nisem nek učenjak, jaz reči preprosto povem, tako se mi zdi, vsak naj da tisto, kar ima in kar lahko da. In zdaj res je, moški res lahko da nekaj drugega, ker je bil drugače vzgojen, ker so pričakovanja drugačna, ker pa mišice drugačne, ker ima telesno moč drugačno. Kakorkoli, če smo pošteni, so razlike med moškim in žensko. No in ženska ima pa več tega, da lepi skupaj, da daje nekaj, torej nekaj, kar omili zadeve, in se mi zdi, da tu je pomembno, seveda, da te kvalitete pa poskušamo na nek način, da ne ostanemo samo pri tem osebnem nivoju. Jaz bom prijazna, ne vem, z mojim sinom, z mojim sosedom in to je konec, ampak da poskušamo te kvalitete dvigniti na nek višji organizacijski ali pa vrednostni nivo, tako da postanejo širše, da jih ljudje v večji meri prepoznajo kot pomembne in v večji meri upoštevajo. Ne vem, če sem... Hvala. Ja, mogoče bom še jaz dodala. Meni se zdi to vaše vprašanje zelo, zelo pomembno in sem se tudi jaz vprašala, ko sem bila povabljena sem in sem konkretno pogledala pravzaprav v Ukrajini, ne, kjer se dogaja vojna. Preprečevanje, prvi stavek je, da preprečevanje je ključno in ženske lahko zelo pomembno pomagajo k preprečevanju. To je sploh. Ampak, ko se pa zgodi, in zdaj, če gledamo Ukrajino, sem šla pa pogledati, kaj je vloga žensk. Ne? Razen to, kar vidimo po televiziji, da so begunke, da so matere, da so hčere, da so pripeljale starše, otroke in tako naprej. In to, kar je Anica govorila, absolutno, da lepijo, da poskušajo
držati skupaj družine in da so negovalke, zaščitnice in vse to. Ampak, če pogledamo pa zdaj tiste, ki so pa v Ukrajini ostale, ne, predsednik Zelenski ima kar nekaj svetovalk. To mi je zanimivo, ne, pri opazovanju tega. Potem namestnica predsednika vlade koordinira humanitarno pomoč in ona se pa najbolj pojavlja v bistvu tudi v medijih, ne, ko razlaga dnevno, kaj se dogaja, kaj rabijo, ne, pogaja se za humanitarne koridorje in tako naprej. Potem, prej sem že omenila, v oboroženih silah jih je 22%, po njihovih podatkih, upam, da je to res, ne, ampak je realistična številka. Potem sodelujejo znotraj neformalnega upora, od teh molotov, ki smo slišali, do kibernetskega boja, ne, pa boja proti dezinformacijam. Veliko mladih žensk, ki nimajo še družin, študentk in drugih mladih žensk, se odločili tam ostati v podporo. Zato, ker obvladajo informacijsko tehnologijo in hočejo pomagati. Ne. V prvih dneh so se odločili, da ne bojo bežale. Zdaj ne vem, to zdaj zelo dolgo že traja, zelo težko je biti brez vode, hrane, higienskih pripomočkov in tako naprej toliko časa. Ne vem, koliko jih je zdaj, ampak v prvih 2 tednih se je zelo veliko mladih žensk odločilo, da bo pomagali znotraj tega neformalnega boja. Potem recimo pogledala sem veleposlanica pri zvezi NATO, ukrajinska je ženska, je veleposlanica, ne, ker je tudi zelo malo veleposlanic je pri NATO žensk. Ne, tako da je to tudi zanimiva okoliščina. Pomembne so za fazo pokonfliktno, ne, sigurno bojo igrale ključne vloge in od pravosodnega sistema do postavljanja spet šolstva in vseh sistemov nazaj. Hkrati mi je pa bilo zelo nenavadno, ko zdaj opazujem ta pogajanja, ki jih imajo. Najprej so se 3krat fizično sestali, ukrajinska pa ruska delegacija, zdaj imajo po Zoomu vsakodnevno, tam pa ni nobene ženske. Ne na eni, ne na drugi strani. To je pa za mene osebno, kot diplomatko, velik primanjkljaj, ker ko pa gledam, kaj so po mednarodnih organizacijah Ukrajinci, pretežno polovica je ženskih diplomatk v njihovih delegacijah po svetu, kaj so vse uspeli sprožiti, ne? Proteste Svet Evrope, na OZN-u, na Svetu za človekove pravice in tako naprej, po teh tehničnih OZN organizacijah, kakšne postopke so vse sprožili v tem kratkem času, je strokovno gledano neverjetno učinkovito, a ne? Ampak na samih pogajanjih jih pa ni, ne z ene, ne z druge strani. Če bi mene vprašali, bi bilo pol pogajalcev na eni in drugi strani ženske in bi se prej zmenili. To je moje osebno mnenje. Hvala lepa. Hvala lepa. Še Bećir Kečanović. Ja, kljub temu, da je vprašanje realno in da mimo njega ne bi mogli v današnjih razmerah, jaz mislim, da se je treba pred vsakim odgovorom na to vprašanje se postaviti na točko, da je vojna nekaj brutalnega, nekaj človeškega in da se sploh ne moramo pogovarjati o vlogi, da se ne bi smeli pogovarjati o vlogi kogarkoli v vojni. Torej, to stališče popolnoma proti vojni. Drugi vidik tega vprašanja, ki morda še ni bil omenjen, je pa to, da za razliko prej konvencionalnih vojn, da v teh vojnah vidimo v zadnjem času in v Libiji in v Iraku in zdaj v Ukrajini, prihaja do nekega momenta, ko to niso več konvencionalne vojne, pač pa v te vojne vstopajo razne zasebne vojske, tako rekoč tolpe zločincev, ki niso pod nobeno kontrolo praktično. Večji del tega. Dobro, pustimo tisto, kar se pridruži vojske ene ali druge države, ampak ta moment iz tega vidika je tudi ta pomen ženske, vloge ženske v vojni oziroma položaja ženske v vojni, predvsem kot žrtve, ne, je neraziskan, kaj šele v drugih vidikih. Skratka, jaz mislim, da in to, kar je bilo govora danes, da vloga ženske je tako v vojni kot v miru, so svojo naravo prispevati k temu, da do vojne ne pride. Ne. In mi, ko smo analizirali, pa bom s tem tudi zaključil,
to povojno stanje in to upanje, da do vojne ne bo več prišlo, in ko je bila tudi spisana ta svetovna deklaracija o človekovih pravicah, že kmalu je bilo vse poteptano, od blokovske delitve, od železne zavese do teh zadnjih vojn, smo v tem obdobju nekako ugotovili tudi ta moralni deficit človeštva in razmišljamo o tem in že pišemo nek osnutek neke deklaracije o človečnosti za 21. stoletje, ki bi jo skušali tudi s pomočjo pena spraviti čez čas tudi v politične procese, kot neko upanje, kot nek vzvod tudi za mobilizacijo, za utrjevanje človečnosti za 21. stoletje. V ta kontekst bi jaz nekako postavil tudi vlogo žensk, da v prvi vrsti se je treba prizadevati, da do vojne sploh ne pride. Hvala lepa. Še kakšno vprašanje, prosim? Ja, izvolite. Hvala. Jaz sem v bistvu komentar ali pa repliko ali pa misel, ki se mi je vtrla tekom poslušanja, predvsem zadnjega govora gospoda, glede predajanja izkustva, ker smo ravno v društvu PEN, se mi zdi, da je tle res velik pomen tudi na neki literaturi, na v bistvu tem, kako pesniki, pisatelji svojo izkušnjo v bistvu predajo bralcem in kako bralec v bistvu preko preverjanja tega, pa naj bo to neka, rečemo, lastna izkušnja ali pa pač fiktivna zgodba, kako v bistvu bralec potem dobi neko empatijo oziroma začne nekako drugače razmišljati oziroma se lahko poistoveti z junaki v knjigah ali pa v pesmih in hkrati mogoče dobi neko drugačen pogled na svet, ki mu v bistvu koristi pri njegovem življenju in pri iskanju odgovorov na vsa vprašanja, o katerih se tudi danes pogovarjamo. Imam pa v bistvu dodatno vprašanje, in sicer glede sovražnega govora in kakšno je v bistvu vaše mnenje glede tega, kako najti neko ravnovesje med preprečevanjem sovražnega govora, hkrati preprečevanju lažnih novic in po drugi strani, da se to ne prevesi v neko vsesplošno cenzuro oziroma preprečevanje v bistvu idej, ki nekomu pač ne pašejo. To verjetno je malo zame vprašanje. Ja, res je. Tukaj je ena zelo tanka linija, tanka črta med sovražnim govorom in svobodo govora. Žal v zadnjem času lahko vidimo zlorabo predvsem tega univerzalnega, liberalnega načela svobode govora v prid tega, da se hujska, da se propagira sovraštvo do določenih skupin, recimo, če se spomnite 2015-2016 do migrantov, ne. Jaz moram reči, da celo pišem nekaj na to temo, ne, roman, ki se bo s temi stvarmi ukvarjal, ker tukaj je zelo tanka linija, ampak nekje celo sodišča, celo sodni postopki upoštevajo neke vrste naravno pravo, ne. In tukaj recimo je točno vidno, kdaj govor je sovražni govor, kadar načrtno nekomu nekaj škoduje, ne. Svoboda govora je pa, da nekdo kritizira in vedno se kritizira vlado, oblast, policijo, skratka, vedno se kritizira neke strukture, te strukture pa ne morejo pa dušiti posameznika, ne. Tako da tukaj je resnično ena taka tanka linija, mi imamo tudi sovražni govor definiran v Kazenskem zakoniku, ne, tisti znameniti je 256. člen, ne, kjer je tudi, na primer, zanikanje holokausta je sovražni, paše v ta člen in je kaznivo dejanje v Sloveniji, tudi podrugod po Evropi, pa vendarle se je zgodilo 2 leti nazaj, da je književnik Handke prejel Nobelovo nagrado, kljub temu, da je zanikal srebreniški pokol, ne, srebreniški genocid in da je, tako da hočem reči, malo je svet iztiril dejansko, ne, in to, kar pravi Bečir Kačanovič, treba bo najti nova pravila verjetno, oziroma pravila, ki bodo sicer bazirala na teh pravilih, ki jih poznamo, ampak treba bo najti tudi nove kontekste. Jaz ne vem,
Književniki seveda, če bi se začeli z neko splošno cenzuro, smo mi prvi na udaru in v marsikaterih deželah je tako, ne vem, nedavno je iz zapora prišel ta bloger Badavi iz Saudske Arabije, ki je bil pred 10 leti obsojen na 1000 udarcev in 10 let zapora. Tako hočem reči, in to samo zaradi tega, ker je nekaj rekel na račun islama, na račun vere. To so pa potem tiste druge ekstremne, tako da mi v Sloveniji načeloma cenzure nimamo, v taki klasični obliki, da bi bilo prepovedano nečemu pisati, ampak obstaja pa zelo potuhnjena ekonomska cenzura, to pomeni veliko novinarjev je samozaposlenih in so v bistvu na trgu in če ga začnejo preveč biksati proti določenim, imajo težave, ne dobijo več posla, so brez denarja, so brez hrane in seveda ekonomska cenzura pa potem povzroča tudi neke vrste samocenzuro. Jaz moram reči, da tudi včasih, ko damo kakšno izjavo ven, ki je malo bolj kritična, PEN je varuh svobode govora in te vloge se mi zelo zavedamo, naš upravni odbor in jaz, ne sam jaz, se zgodi kar neki dni, preden se ta izjava nekje pojavi, tako da jaz že začnem sitnart in že začnem dodatno pisati in že naredim načrt, kdaj bom telefonirala na medij, ne, da bodo objavili. Ne. No, ko je objavljen, ponavadi se potem pa tako zgodi kakšen veselje name, ker pač jaz kot predsednica sem podpisana. Tako da ja, tukaj je zelo tanka linija, se strinjam, ampak v Sloveniji zaenkrat imamo svobodo govora in zato jo moramo tudi eksercirati. Ne smemo biti tiho, ne smemo biti pridne miške iz enih lukenc, je treba govoriti, ker ko pridemo na ta krizna področja in zdaj bi mogoče pa vse zaključili, ker smo rekli do 8, ne, pa se lahko še mogoče pol malo pogovorimo, ko pridemo na krizna področja in ko pride do medsebojnega vojne, obračunavanja, potem je zelo težko. Ampak tukaj imam en primer Palestink in Izraelk, ki so v enem trenutku vzele stvar v svoje roke in sicer imele so tega dovolj, leta 2014 so bile spet hudi spopadi v Gazi in ustanovile so mirovno organizacijo Ženske za mir, Women Wage Peace. In to je naslov ene pesmi, ko včasih se pritožujemo, da pesniki, pesnice nimamo nobenega glasu, da nas noben ne šmirgla, ni res. One so prebrale pesem judovsko-ameriške pesnice Judith Hill, ki je bila tudi pred nekaj leti v Sloveniji, in potem so okrog te pesmi so se organizirale, so začele skupaj delovati in skupaj skušajo tudi razne projekte imajo, saj lahko potem bomo dali povezavo na njihovo spletno stran, boste videli zelo zanimivo, ne? V smislu tudi te deklaracije. In ta pesem gre pa takole. Naslov je Predaj se miru in napisana je bila 11. septembra 2001, torej ne, ta D-Day. Z globokim dihom predaj se miru. Vdihni gasilce in ruševine, izdihni nedotaknjena poslopja in jater dečepernih kosov. Vdihni teroriste in izdihni speče, spokojne otroke in pravkar pokošene trate. Vdihni opustošenje in izdihni dišeča drevesa javorja. Vdihni padle in izdihni nedotaknjena, neminljiva prijateljstva. Predaj se miru s sluhom, glasno moli, kadar tulijo sirene. Pomni svoja orodja, semena cvetja, zaponke oblačil, čiste reke. Skuhaj juho, zaigraj glasbo in zapomni si besedo hvala v 3 tujih jezikih. Nauči se plesti in spleti čepico. Pomisli, da je kaos kot plešoče malinovje, zamisli si žalost kot izdih lepote ali mimiko ribjega očesa. Preplavaj na drug breg. Predaj se miru. Svet še nikoli ni bil tako svež in dragocen. Spi skodelico čaja, veseli se. Pretvarjaj se, da je premirje že danes v veljavi. Praznuj današnji dan. To je bila Judith Hill
Jaz se vam iskreno zahvaljujem za pozornost in vas vabim 14. aprila ob 10. uri dopoldne v Evropsko Hišo Evropske unije. Hiško Evropske unije. Vabilo bo še objavljeno na spletu PEN-a in seveda na spletu Inštituta za razvoj vključujoče družbe, in jaz se iskreno zahvaljujem Bečirju, da nas je kot inštitucijo vključil v svoje razmišljanja in v te pogovore. Hvala pa tudi vsem današnjim govornicam in hvala publiki, da ste te 2 uri razmišljali z nami. Lepo je bilo, ja, lepo je.